Sej smrdi malo po plesni. Mene namreč zanima, kako izgleda ta zlata majica. Ni zlata. A jaz sem mislil, da je to replika, ta pocen, sam za podpise. To je majica. In mu je eden od gledalcev dal steklenico in je spil na dušek celo steklenico. In kaj se je zgodilo? Zgubil je orientacijo in šel nazaj. Jaz sem bil v nekem trenutku relativno blizu Primoža, ne, in Primož se je zgleda odločil, ne, da bo šel do čela skupine in mislim, da je bilo to 5-6 sekund in je tistih 100 metrov razlike nadomestil in je bil pri njih. Lepo zdrav, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, spoštovane poslušalke in dragi poslušalci. To je nova epizoda podcasta Podium. Ja, kako gre hitro čas. Še prejšnji teden pravzaprav smo razmišljali in kako se bo pravzaprav začela dirka po Španiji. Zdajle pa smo že po prvem tednu La Vuelte, ki je bila zelo, zelo zanimiva. In danes bomo govorili torej o tem prvem tednu, poskušali pogledati tudi malce naprej. Imamo pripravljeno zanimivo nagradno igro v povezavi z novo KBM, tako da ostanite v naši družbi. Vsekakor pa vas vabimo, da spremljate kanal, da se prijavite na kanal, da delite to objavo, da všečkate objavo. Poleg tega, kar vi spremljate sedaj na YouTubeu, pa smo sedaj prisotni tudi na audio platformah, tako da lahko, če nimate časa gledati, lahko tudi seveda poslušate. Vabljeni torej, da ostajate v naši družbi. Zelo zanimivo bo, poleg našega stalnega sodelavca Janija Brajkoviča, ki ga pozdravljam tule. Živijo, Jani. Živijo. Imamo veliko čast in zelo smo veseli, da si je odtrgal čas tudi Luka Mezgec. Luka, živijo. Živijo, lepo zdrav. Lepo, da si tukaj. Veliko si dirkal letos, se mi zdi, ko sem takole gledal. Dirka po Sloveniji, Tour, dirka po Madžarska, Tirreno Adriatico, ogromno dirk. Bi si želel biti zdaj v Španiji? Niti ne. Ko gledam zadnje etape, ko se matrajo čez klance, je čist fleten doma, malo bolj na easy in se pripraviti na enodnevne klasike, ki mi mogoče malo bolj ustrezajo v tem obdobju. Je ta dirka po Španiji tako zahtevna? Že v naši prvi epizodi smo govorili o tem, da gredo v krajše etape, pa bolj strme. Je to tista zadeva, ki odlikuje Španijo? Ja, tako, fizično je kar zahtevna, mentalno mogoče malo manj, vsaj za nekih 50% pelotona. Hitrosti so pa zelo podobne na vseh drugih Grand Tourih, tako da ja, odvisen je, koliko ti še vedno svežine ne ostane v tem delu sezone in če si pečenka, če po domač rečem, je v bistvu Vuelta najtežji Grand Tour. No, ravno to sem želel te vprašati, če primerjaš vse tri največje tedenske dirke, Giro, Tour in Vuelta, kako bi jih razporedil po težavnosti? Jaz še zmeraj mislim, da je Giro najtežji, ampak predvsem zaradi vremena. Mraz, dež, tudi letos so imeli ogromen dežja, naredi posledico telesu in v bistvu že sam mentalno se težko zmotivira, če veš, da imaš 200 km po 6 stopinjah v dežju, medtem ko Tour, vemo, smo vsi maksimalno motivirani in tudi nekako gledalci ves ta šov te lažje ponese čez vse klance in vse šprinte. Vuelta je pa fizično mogoče podobna kot Giro, s tem, da ni mraza, je pa bolj vroče. Glede klancev pa ravnin pa tega je pa tudi dosti bolj podobna, sta si Giro pa Vuelta in Tour mogoče malo odstopal iz tega. Katera je tvoja najljubša sedaj? Ja, kar Tour, mislim, da zaradi tega pompa, ki se dogaja okoli in ja, vemo, da tam eden od favoritov migne s prstom in se posod piše, ne. Ja, to je res, potem so pa najprej te 3 tedenske dirke in potem vse ostale. Jani, Luka je že omenil Giro, dejal je mraz in to, ampak dež je bil pa začetek letošnje dirke po Španiji, ne? In ta ekipni kronometer. Kako si ti videl začetek? Ja, ko sem gledal ta kronometer oziroma na konc kronometer, sem rekel, vse smo narobe povedali na podcastu. Ja. Čist narobe. Ja. Zakaj? Zato, ker pač niso zmagali tisti, ki smo mi napovedali. Razumem, ampak ja, je to razlog vreme? Ker v podcastu mi nismo uračunali vremenskih razmer, da se zna zgoditi. In prav to se je zgodilo in potem pač so drugi rezultati.
Je bil pa zelo težek kronometer zaradi razmer, pa tudi dogajal se je zvečer. In kot smo videli, veliko ekip ni bilo zadovoljnih s tem, kar je tudi prav. Ne. Pač tudi organizatorji niso računali na dež pa tako vreme, neurje, ampak vseeno to za tako dirko se ne bi smelo dogajati. Veliko se je govorilo tudi o tej nočni vožnji, Luka, je to čisto neobičajno? Ja, mislim, niti ni tako običajno, ampak je pa zelo moteče. Predvsem ta razlika, ne. Prve ekipe so imeli v bistvu dosti boljše razmere, zadnje so bile res v temi in tukaj, če povežemo temo, dež, vse bliskavice, fotografi, avti in pa kolesari brez luči, je v bistvu zelo težko, si kot v nekem tunelu, vse se ti blešči in v bistvu moraš sam zaupati unmu pred sabo in upaš, da tiskaj v prvi vrsti, ne, da bo pravilno speljal. Ampak ne moreš ti maksimalno dajati od sebe, če imaš skozi nekaj v glavu, kaj se lahko zgodi, ne, ker pač v temi je dosti težko določiti, kam greš. No, zmagala je ekipa DSM-a, presenetljivo, ker namreč nismo se samo mi v podcastu zmotili so se tudi na Eurosportu, pravzaprav čisto vsi so postavili Jumbo Vismo na prvo mesto, pa je bila senzacija, ali kaj? Ja, je bila, ampak moramo vedeti, da tudi kolesarji v ekipi DSM so dobri kolesarji in so sposobni ekipni kronometer zelo dobro odpeljati, tako da mogoče je tle malce, sigurno so razmere pripomogle temu, ampak pač v kolesarstvu je treba tudi imeti srečo. Ne. Kaj pa Jumbo Visma? Ne, jaz bi tukaj pripomnil še to, ne, recimo kolesarji DSM-a, poleg tega, da imajo Romana Bardeja pač za generalno, je še zmeraj večinoma so mladi kolesarji in so se hoteli dokazati in taki riskirajo več v primerjavi z neko Jumbo Visma, ki vejo, imamo 2-3 kolesarje za generalno in bolj, da danes zgubimo 30 sekund, kakor da zgubimo enega izmed teh kapetanov. In potem so tudi tako nekako vozili, ne? Jumbo Visma mogoče celo malce previdno, sicer dobili teh 30 sekund, ampak dirka se je šele začela, ne, v resnici. Ja, se pravim, kot so že dostikrat tudi kolesarji napisali, ne, na tistem kronometru ne moreš zmagati dirke, lahko jo pa zgubiš. Ja, Jani, kaj pa ti praviš? Ja, absolutno. Tudi to, kar je Luka prej omenil, starejši, bolj izkušen kolesar, še posebej kolesar, ki ima družino, nikoli ne bo riskiral toliko kot mlad kolesar, neizkušen kolesar. Še ena stvar se je zgodila na prvi etapi letošnje dirke po Španiji, namreč Jonas Vingegaard je imel defekt in zamenjal je kolo. In tukaj je bilo nekaj različnih vprašanj, ali je ekipa naredila prav, da ga je čakala. Jani, kaj praviš? Absolutno, ker Jonas je kolesar, ki zmagal Tour. Prišel je na dirko, ni prišel na dopust, prišel je dirkat in v primeru, da ga ne bi čakali, je pač njegova dirka končana, za generalno seveda. V primeru, da ga čakajo, kar tudi so, zgubijo nekaj časa, ampak po 21 dneh verjetno to ne bo delalo take razlike, s tem, da imajo pa še zmeraj 3 kolesarje, ki so v skupnem seštevku, ki so v boju za zmago. Ker namreč, Luka, veliko smo mi v Sloveniji sploh razmišljali o tem, Primož Roglič je v naših srcih kot kapetan, ne? Jonasa Vingegaarda bi na nek način, če tako lahko rečem, izločilo to, iz te kapetanske vloge, ampak roko na srce, to je tisto, kar si Jumbo Visma, ne? 2 zelo močna kapetana, odlična kolesarja. Ja, zagotovo, in če imaš tak plan v štartu, siguren na ekipnem kronometru ne boš enega izmed kapetanov pustil na cedilu in v bistvu že štartov potem v minusu, preden se dirka sama začne. Tudi s tem, da mislim, da se je tale defekt zgodil bolj kot ne na začetku kronometra. To pomeni, da tudi če grejo sami naprej z toliko močnim kolesarjem, kot je Jonas, bi izgubili ziher 10 sekund, ne, brez njega. Zdaj so mogoče 30 sekund izgubili s čakanjem, minus 10, ko on pripomore k temu, je mogoče 20 sekund v minusu, kar pa po 3 tednih z 2 kapetanama pač ni sploh vprašanje, da ga ne počakali. Nas je pa srce zabolelo že v drugi etapi, Primož je bil že na tleh.
ne čisto po svoji krivdi, ne, Jani? Takrat smo se mogoče eni ustrašili, da se spet začenja to dogajati, ker se njemu je pogosto dogajalo, sicer letos ne toliko, oziroma mislim, da ni imel nobenega paca do tega trenutka, ampak ni bilo nič hujšega očitno, kar je tudi pokazal pol naslednjih dneh. Kako, Luka, ti gledaš to recimo na te padce Primoža Rogliča, ko se mu zgodijo tudi včasih je po njegovi krivdi, včasih ni po njegovi krivdi? Ja, mislim, velikrat v kolesarstvu je padec neizogiben, če si napačen čas na napačnem mestu. To, da se ti potem začne ta zaporedje nekako dvigovati, da si bolj pogosto na tleh kot ostali, mogoče pride samo po sebi, ker malo zaupanja zgubiš vase, malo prevečkrat zabrenzaš premočno, ker bi mogoče lahko speljal, ne, in nek tak domino efekt, jaz temu rečem. Ampak ja, ker splavaš iz tega in dobiš tisti feeling zaupanja spet na kolesu, je spet obdobje, ki lahko nekaj časa traja brez paca. Zdaj se bomo preselili v Španijo, imamo namreč zelo zanimivo sogovornico, oglaša se nam namreč Laura Klinc Roglič, to je soproga Primoža Rogliča in tako jo sprašujem, Laura, lepo zdrav v Španijo, kako je s Primožem, videli smo, da vmes je seveda dobil etapo, tako da ta padec, o katerem smo govorili v drugi etapi, očitno ni bil kritičen. Seveda, dirka je še zelo dolga, zgodi se lahko čisto vse na vsaki etapi. In s tem pač gremo dan po dan, tako kot Primož vedno reče. Mislim, da je tako specifično oblikovana ta letošnja izvedba, da ne moreš reči, da je pa en teden lažji od drugega, zato ker čisto vsak teden ima svoje pasti. Primož pa seveda, mislim, zdaj po včerajšnji zmagi se mi zdi, da je še boljše razpoložen kot prej. Sigurno noben padec ni nedolžen in tudi, če se samo zvrneš z kolesa, pri 0 km/h te nekaj boli. In mislim, da se v prvih dneh po padcu seveda tudi pri njemu to poznalo. Več pač ne bom povedala. In ja, zdaj se mi zdi, da se vrača v neko sproščeno cono, ker mu tudi telo služi tako, kot si je zamislil. In uživa dobesedno, kar pa je za nas, ko smo mu najbližje, najbolj pomembno na nek način. In karkoli se zgodi, karkoli bo v redu, ker vemo, da bo dal vse od sebe, če bodo boljši, če bo več boljših in bo pa čestital. In to je to. Ko smo ravno na liniji, Laura, tvoja knjiga Kilometer nič, tule jo imamo tudi v naši družbi, je nastala prav na Vuelti. Kaj pravzaprav tebi pomeni dirka po Španiji in ali kaj podoživljaš te prejšnje izvedbe? Dirka sama oziroma Vuelta za mene kot gledalko pomeni v bistvu nič oziroma skoraj nič. Bolj gre za povezavo z dogodki, ki pač ti se zgodijo na Vuelti. Oziroma, če tako pisateljsko romantično povem, sigurno, da podoživljam, sploh zdaj, ko se vozimo po vseh teh istih klancih, ko smo se prej, oziroma ko primerjam otroke, ko sem jih vlačila v nosilkah na te hribe, blazno strme. To so, večinoma so to zelo lepi spomini. In potem seveda na podlagi tega zgradiš neko razmerje z določeno dirko. Na ene imaš pač malo lepše spomine na dogodke, na druge malo manj. In ja, Vuelta bo vedno, si lahko drznem reči, naša prva in to se ne bo nikoli spremenilo. Zato mogoče se še bolj radi vračamo tja. Letos, čakaj, za katera je že to? 1, 2, 3, 4, 5. Čeprav bi potem po lanski sezoni bi lahko rekli, po lanski Vuelti bi lahko rekli, da zdaj pa je ne maramo več. Ampak temu ni tako. Še vedno se ful radi vračamo tja, na poti smo že več kot en teden. Zdaj se bomo sicer počasi vrnili domov.
In ja, dalje podoživljali te lepe trenutke. Zdaj pa, koliko pa je to povezavi s knjigo, pa ker knjiga v bistvu ni nastala na Vuelti, knjiga je nastala se pravi, kot na temeljih Vuelte, ker je bilo pač priročno zame, da sem jo oblikovala v nek priročnik na primerih iz Vuelte, v katerega sem vključila potem tudi svoje zgodbe, ampak recimo, da imam take zapiske vsake dirke za Vuelte, pač bila tista, se mi zdela, ker je bila tudi prva, se mi zdela najbolj primerna, da jo vključim v tisto v knjigo. Hvala lepa, Lora, še se bova slišala danes. Nadaljujemo debato. Remko Evenepoel je branilec naslova zmagovalca dirke po Španiji. Dober je, ne, Jani? Čeprav to smo se že na prvi epizodi pogovarjali, nima pa ravno ekipe. Bil pa je že v majici vodilnega, mogoče celo prehitro? Ja, Remko je dober, zelo dober. Kar jaz vidim pri njemu, je problem, da ima zelo velik ego. In da ko ta ego začne butati ven, začne delati napake. V velikih etapah je to že se pokazalo in zdaj pač v takem položaju, da mora napadati 3 kolesarje Jumbo-Visme, kar je pa zelo težko. Pa tudi če dobi majico nazaj, kako jo bo branil, ker spet napadajo 3 kolesarji, ne. Tako da trenutno kaže v redu, ampak ne kaže, da bi lahko prepričljivo dobil dirko. Luka, kako ti vidiš Remka? Ja, tudi podoben, v bistvu zelo je močen, je dokazal, ampak po mojem mnenju mogoče prav zaradi tega vozi dost brezglavo na čase. Recimo včerajšnja etapa, kjer je po številki, mi je bilo tako zanimivo, tip je vlekel zadnjih 6 km. Zadnji so se šlepali 3 kolesarji Jumbo-Visma in on je vlekel, se ni oziral niti nazaj, kva bo. Tako, mislim, meni se ne zdi to glih najbolj pametno, ne? Kljub temu, da je pol sicer izjavil, da je mislil, da je še en kolesar v spredju, da ni šprintal na polno. Še zmer, jaz mislim, da je bolj, da gre skok na skok in so vsi mrtvi, kakor da en vleče in so 3 iz iste ekipe nasprotniki njegovi v zavetrju in čakajo na šprint. Misliš, da je to res ego, a je to mogoče naivnost, primanjkljaja izkušenj? Izkušnje kar ima, saj to, kakor je on dirkal, pa kakor je on dirk zmagal, ne moramo reči, da nima izkušenj. Ampak ja, izkušnje moraš imeti tudi v negativni smeri, da znaš iz tega se kaj naučiti. In on jih je imel res malo, takih izkušenj in lahko, da ga bo to stalo, no? Vso to trošenje energije v prvem tednu, kajti še zmer je 2 tedna dirkanja pred njimi. Jani, videli smo tudi ta njegov ego, bil je tudi zelo razburjen na tej etapi, ko je Primož Roglič zmagal, je bil zelo tam metal stvari, zelo tak srborit in tako naprej. Je to značilnost šampionov ali je to brezglavost, kako ti vidiš? Jaz bi rekel, da je to čustvena nezrelost, predvsem. Ja? Ne? Ker problem tukaj je, da oseba, Remko v tem primeru, ne zna obvladati teh čustev, ki jih ima vseb in jih pač pol da ven na neprimeren način. Ne? Mogo si bi pa vprašati, zakaj sploh to čuti vseb, kdo mu je kriv, ker je sam kriv. In potem, če si sam kriv, pač moraš to prenesti in stvar urediti. Ampak v veliko primerih smo videli, da je tudi pri ostalih kolesarjih zmeraj je kriv eden drug. Nikoli ni kolesar sam kriv. Ne? Resnica je pa taka, da je v večino primerih kolesar sam kriv. Ne? In pač Remko bo na tem mogel delati. Ne? Kako to urejati, kako kontrolirati svoj instinkt, kako bolj racionalno dirkati. Seveda je pol to dirkanje bolj dolgočasno, ampak je pa tudi zelo učinkovito in
iz tega potem iztrži veliko več. Ne. Jaz sem nekoliko razmišljal, je možno tudi, da se pritožuje recimo s temi nekimi izpadi, da se pritožuje s tem, da kakšno ekipo slabo ima s seboj na Vuelti in da na tak način vrši pritisk na ekipo, da bi mogoče zapustil ekipo in šel recimo, vemo, da pač si ga Ineos nekako želi. Ne vem, to ve samo on, ampak pač s takim odnosom mislim, da če bi s takim odnosom hotel vršiti pritisk na ekipo, mislim, da je to zelo neprimeren odnos, nespoštljiv odnos, ker vsi kolesarji hočejo pač največ za njega dati in vidimo, da tudi cela ekipa dela za njega in je njemu podrejena in pač so taki, kot so, niso Jumbo Visma, so pa dobri. Zdaj, koliko dobra bo ekipa, pa koliko dober bo on, bomo pa videli po 3 tednih. Zdaj pa ta 6. etapa, Luka, ko je Jumbo vendarle pokazal, kako zelo močna ekipa je. Sepp Kuss je bil v begu, pa potem šel kar do konca, sicer takrat še ni oblekel majice vodilnega, ampak taktika pa res brezhibna in res kaže na to, kako močno ekipo ima Jumbo Visma letos. Ne? Ja, super taktika, čeprav tukaj so imeli tudi srečo, ne, da je imel Remko slabši dan, kajti ni bilo nekega izrazitega napada, ampak ko je bil pač pospešek, je Remko takoj šel svoj tempo in se je naredil, kar se je naredil. Neki Sepp Kussa niti niso to gledali ali pa lovili, kakor bi ga, če bi bil na mesto Sepp Kussa Primož ali pa Jonas tam. In ne mislim, sjajna je bila taktika Jumbo Visme, ampak še zmer ni toliko vplivala na Remka, kakor se govori. Ja. Po etapi so vprašali Jonasa Vingegaarda, oziroma tudi sam je dejal, edina škoda je, da Sepp Kuss ni oblekel tudi rdeče majice in potem kasneje so Primoža vprašali, kdo je sedaj kapetan in je Primož rekel, 3 smo, pa še nekdo prihaja. Koliko ima zdaj Jumbo Visma kapetanov, po tvojem mnenju? Zaenkrat 3, kot je rekel Primož. Ja. Mogoče pa še kdo prije. Ne, mislim, da realno 3. 2 so imeli v planu, ta 3 je prišel nepričakovano in mislim, da jim bo, kako mu ime Američano, Sepp Kuss. Ja. Mislim, da jim bo spet rešil kožo, kolikor jim je že velikrat. In mogoče tokrat jim bo tako mal na nepričakovan način, ker imajo res močnega asa v rokavu tokrat. Ne vem, če veš to zgodbo, da je on malo Slovenca. Vem, se zdebatirava na dirkah. Doskrat se pohecava od Slovencev, ker vem, da ima neke... Je bil tudi na Triglavu že? To pa ne vem. Ja, je bil, fotografija obstaja. Jaz tudi, Janis bil na Triglavu. Sepp Kuss je pa bil, ne. V redu, dajmo se sedaj dotakniti tistega vrhunca prvega tedna, kar se tiče dirke po Španiji in Primož Roglič je prišel do etapne zmage. Ne. Zdelo se je precej z lahkoto, pa ni bilo, ne? Ni bilo sigurno z lahkoto, je bilo pa lažje, kot bi človek pričakoval, veliko lažje, ker vso delo je opravil Remko za Rogličevo ekipo. Ja. Ne. In potem pač tistih zadnjih 200 metrov je Roglič, ali pa še manj, je Roglič naredil tisto, kar je mogel narediti in je bilo to. Ne. In si pač zaslužil zmago, ker je bil najhitrejši v cilju. Gledali smo tudi Jonasa Vingegaarda, ampak moram reči, da recimo z tistih posnetkov, ki smo jih spremljali na dirki po Franciji, je to drugi Jonas Vingegaard, je tako? Ja, se bi bil, ne da bi bil problem, ampak bi bilo čudno, če bi bil isti. Ker je pač nemogoče, da je kolesar v isti formi julija, pa v isti formi avgusta, pa septembra. Pač telo tega ne zdrži. In ja, ni seveda še zmeraj dober, zelo dober, ni pa mogoče toliko dober, da bi prepričljivo lahko zmagoval. In trenutno stanje je tako, da je eden kolesar boljši od njega, ne? V Jumbo Vismi. Malo sem tudi, Luka, razmišljal, mogoče pa je bila spet taka bistroumna poteza Jumbo Visme, da so poslali Jonasa Vingegaarda na dirko po Španiji in na ta način so vedeli, da bo požel ogromno medijske pozornosti in na ta način mogoče bodo Primoža Rogliča bolj pustili pri miru. Se ti zdi tudi možno recimo na tak način? Ja, mislim, poslati Jonasa Vingegaarda na dirko po Španiji ti pomaga na vseh različnih segmentih dirke. Ne? Eno mentalno,
drugo je fizično. Pač veliko se govori, seveda, dvakratni zmagovalec Tura. Poleg tega, da pa se samo o njemu govori, pa tudi ima predstave take, kakršne ima. Še vedno končuje z Primožem in z Remkom na v bistvu najtežjih etapah do zdaj. Tako da tudi forma je in zagotovo bo zanimiva dirka vse do konca. Je možno recimo, da se bo njegova forma tekom 2. in 3. tedna še izboljšala? Čisto odvisen, kaj je počel ta mesec med Turam in začetkom Vuelte. Če se je res osvežil in da ima mogoče ta prvi teden tisto krizo z tekmovalnim ritmom, kakor radi rečemo, kakor se v tej etapi 6. ali 7., ki smo videli na obrazni mimiki, ne, da trpi, da diha, kar na Turu mogoče nismo videli. Če je to sam ta prvi teden pač iskanje, lovljenje ritma nazaj in se prevajanje nazaj na mlečno kislino, lahko po dnevu frej res dobi ta efekt, da bo eno stopničko boljši. Tako da bo zanimivo videti, kako bo speljal. Dvomam pa, da je res toliko svež, kar se bo mogoče videli na kronometru. Tam vemo, da če si bolj svež, boljš normalno tudi spelješ kronometer. Kronometer sledi že v torek, tako da takrat se bo tudi nadaljevala dirka po Španiji. Še ena zadeva, Lenny Martinez, mladi kolesar, je bil oblečen v rdečo majico. Tukaj je seznam, drugi najmlajši v zgodovini 3-tedenskih dirk, pri 20 letih in 51 dneh. Je bil pa recimo prehitev na tej lestvici Miguela Induraina, ki je bil na Vuelti leta 85, star 20 let in 283 dni. Jani, kaj recimo za tako mladega kolesarja v smislu kariere prinese recimo majica vodilnega na dirki na 3-tedenski dirki katerikoli, ne? A je to nek tak dodaten push za njegovo kariero, se pokaže, kaj pomeni recimo to? Ja, prinese veliko dobrega, pa tudi veliko lahko slabega, ne? Ker to je pol spet dodaten pritisk za kolesarje, ker kolesar je avtomatsko kovan v zvezde, da bo on še posebej za Francoza, ne? In potem javnost francoska gakuje v zvezde in potem je on primoran pač te rezultate upravičati in tudi nadaljevati to formo, pa stopnjevati. In lahko je to zelo veliko breme za kolesarja, ne? Je pa za njega to sigurno ena lepa zgodba, motivacije za v prihodnje, pa tudi smo videli, da ni kar tako dobil podarjene te rdeče majice. Se je mogel zelo potruditi in je zelo dobro odpeljal tisto, mislim, da je 6. etapa, ne? Tako da sigurno je talent, bomo pa videli, kako bo to zdaj stopnjeval. Mogoče ena težava takega kolesarja je, ko smo videli, je zelo majhen suh, pod 60 kilam. In to zna biti težava v tem sodobnem kolesarstvu, ker po takih ravninskih pa razgibanih etapah pa nervoznih etapah je lahko za takega kolesarja to zelo stresno. Še posebej, če so etape, kjer je veter strani, veter v hrbet strani, kjer pač šteje surova moč, je lahko to problem. In v prejšnji oddaji smo se pogovarjali tudi tole, Jani, se boš spomnil? Začelo se je kar v redu, potem sem oblekel tisto zlato majico, bil vodilni, na kar zadnjih 10 dni me je pa čist pobralo in sem tako lahko izkusil, kako se je peljati od spredaj z najboljšimi in od zadaj z najslabšimi, najpočasnejšimi. Ja, zlata majica in prosili smo te, da jo prineseš. Tule je, ne, Jani? Ja, sem jo potegnil iz ne vem kje. Naftalina. Po koliko časa? Zdaj smrdi malo poprej. Najprej mogoče Luka te zanima. Mene namreč zanima, kako izgleda ta zlata majica. Ni zlata. Ni čisto zlata, ne? Zlata je pa... Drugače, tle vidimo, recimo, to je bilo... To je že 2,6, ne? Ja, 16 let, 17 let nazaj, kakšni materiali so bili to... A jaz sem mislil, da je to replika, ta pocen. Ne, to je majica, katero sem nosil, ne?
Samo od leta Res, 98 do 2010 so podeljevali zlate majice, oziroma so nosili. Najprej je bila rumena, lahko še jaz, ker me res zanima. Kar zanimiva. Najprej je bila rumena, potem pa je bila rumena seveda barva dirke po Franciji in so se odločili za to zlato majico. Res krasen spominek. Imaš pa še nekaj sabo, ne? Rdečo? Imam, ampak ne tle. Okay, pa naslednja epizoda, prav? Tako. Hvala lepa, Jani, za tole. Dajmo se sedaj mogoče osredotočiti na drugi teden, ki prinaša zdaj te kraljevske etape. Mogoče najprej ta 13, ki smo jo že omenili, etapa, ki se bo končala na Tourmaleju, pa še prej Portale, pa obisk. Res kraljevska etapa, ne? Ja. Zadnjič je že Jani povedal zgodbo o Tourmaleju. Luka, kaj pa ti? Ja, Tourmalet sem vozil kar že ne parkrat, čeprav verjetno vedno čez zadnji. Vedno sem toliko debatiral v tem grupetu, da se niti ne spomnim klanca. Vem pa, da je zelo hiter spust dol na druga stran. Ja, sam tukaj le se pa konča, tako da je spust samo za... Ja. Kako to izgleda recimo v grupetu? To me je vedno zanimalo. O čem teče debata? Odvisen, koliko si mrtev. Če je tako, ne, da je zadnji klanc, pa da ni bila pretežka etapa, pa da veš, da ni treba glih loviti sekunde, pol se sprostiš, se malo zafrkavaš s tistimi, ki imajo še kaj energije, v bistvu mogoče komentiraš, kva je v nadaljevanju, kakšna je etapa naslednji dan, kva se je dogajalo včeraj. Drugač pa še najbolj sem vesel, če kakšen Slovenc tudi tam, ki pol vemo, da je debata malo drugačna. Kdo pa računa te zaostanke? Ja, ponovadi smo te šprinterske ekipe, imamo kar dober plan. Če nimamo kolesarja za generalno, je že na team meetingu pred etapo v bistvu sam debata o tem, ne. Do kje moramo držati, kje lahko spustimo in pol, če je tako razgibana kakor ta, koliko moramo imeti zaostanka maksimalnega na vrh prvega vzpona, koliko na vrh drugega in pod klancem ta zadnjega klanca. Ker zanimivo, med neposrednimi prenosi dirke po Franciji, ki tudi jaz sodelujem na televiziji Slovenija, jaz ponovadi računam te časovne zaostanke oziroma časovne zapore, kot jim rečemo, pa dobro, pride kakšnih 10 minut, ne? Ampak je treba biti kar med etapo kar skoncentriran, da ne pozabiš na to, ne? Ja, zadeva je taka, ne, da je vedno ta procent zaostanka glede na povprečno hitrost. Glede na povprečno hitrost, ki jo pa noben ne ve, ne? Dokler prvi ne končajo. Ja. In je vedno malo kalkuliranja, ne vem, malo od 35 do 45, zdaj če v 35 bomo mogli kar stopiti, če v 45 gremo res lahko na easy. Ja. In pomaš, ne vem, če grupa 30 imaš vedno enih 10, ki so res pod stresom, kljub temu, da vemo, da bo še vsaj 10 minut ostajali in ga začnejo tišati in pol ostali začnejo pizditi. Ne bi smel mogoče tako reči. Ostali začnejo biti hudi in je pol malo dretja tam po grupi. Ne. Ravno to sem želel vprašati. Pride panika recimo, če se gre prepočasi? Ne, če se gre prehit, pride panika. Ja, no, prepočasi za časovno zaporo, to sem mislil. Ja. Začnejo pač, gremo bolj počasne, zakva tišite. Če ste toliko dobri, pa je te spredi dirkat, ne. Ja, razumem. Ne zdaj pokazati mišice nam mrtvakam. In tako, da bi bila pa res panika, se mi pa mogoče enkrat sam zgodilo v karieri 2016 na Giru, ker sem v bistvu že dirkal en 3-4 dan zlomljen mu zapestjam, pa niti nismo vedeli, da je zlomljen, sam bolel je. In takrat je bila pa res, mislim, da grupa enih 80 kolesarjev, ful kratka etapa, enih 110 km in zadnji klanc smo šli po moje glih toliko hiter, kot ta prvi. Še zadnje 2 km, ki je bilo isto na vrh klanca cilj, ampak je bilo zadnje 2 km bolj položno, je bilo nasmeno in elastika, šprint. Ja, ni samo takole si dvigal obrvi, medtem ko je Luka govoril, kaj si ti On je mislil. na drugem svetu. Ne, jaz bi rad eno stvar povedal. Luka je to zdaj predstavil, kot da on pač ne more na klanc, pa da se bori za preživetje, ne. Luka, če bi mogel dirkati na klanc, bi bil tako dober, da bi rečemo vsaj 90 do 93% kolesarjev prehitel. Ja. Absolutno. Tudi na take dolge klance, ker je sposoben. Ja. Ampak ker ve, da
pač ne more zmagati etape, zakaj bi za, ne vem, 15-20 mesto. In pač pol počiva od zadaj. Pa pol dela tisto, kar mora delati, pa tam ni za rezultate. Absolutno, kapo dol, Luka, zato ker si že naredil kariero. Zdaj smo malo preceno, za 10-15 mesto ne bi šel, ampak tam med 20-30 mogoče. No sej, to pa je ravno 90%. Da bi mogel pa podrediti cel trening temu. Tako pa jaz pač dolgih klancev ne treniram, imam 2-3 kile več, kot bi imel drugače, če se za klance lotil in vem, kje lahko pokažem res svoj potencial. In to delaš res odlično, tako da gremo samo na hitro še enkrat 13. in 14. etapa, je tule, dobro, drugi teden se začne z vožnjo na čas, posamično vožnjo na čas in potem 13. 14. etapa, verjetno kraljevski, tule bo verjetno precej sprememb v skupnem seštevku, Jani, je tako? Bo, po drugi strani pa ne vem, če bojo velike spremembe v prvih 3. Prav, bomo videli, kako bo kronometer, ker v primeru, da Sepkus izgubi majico in rečemo hipotetično Remko obleče majico, potem je možno, da bodo spremembe, ker pač, če bo priložnost, bo Jumbo Visma napadala Remka, ker Remko tudi nima ekipe in so pač toliko močnejši, da bojo to probali izkoristiti. V primeru, da bo pa Sepkus obranil majico in bo še zmeraj imel majico, pa bodo čakali Remka, kaj bo naredil. Remko jih bo pa mogoče spet pripeljal v cilj, tako da jim bo lažje. Kako to izgleda zdaj, recimo, se mi zdi, da Jonas ne napada Primoža, Primož ne napada Jonasa, zdaj Kusa ne bodo napadali. Kako so do zdaj tole dogovorili znotraj ekipe? Ja, jaz mislim, da bo kar neka naravna selekcija in enkrat bo imel en mogoče slabši dan, drug se bo odcepil, zdaj pa pol čisto odvisen, kakšna bo razlika med njima, ali bo taka razlika, da so mogli tisti slabši podrediti boljšemu, ali bodo še zmeraj igrali na 2 karte in mogoče napadali s tistim, ki je pač v skupnem malo bolj zadaj, manj nevaren Remku, ampak s tem se odprejo pol opcije za tistega boljšega, da kontra napad Remku in tako naprej. Tako da iz tega vidika bo res zanimiva dirka, kljub temu, a navijaš za Primoža ali za Remka, za vse bo zanimiv. Kako se bodo pa pomočniki razporedijo to potem, kdo komu pomaga, je to kar skupinska pomoč ali kako je to? Jaz mislim, da je to čist neka klubska taktika, nikoli se ne naredita 2 tabora, vsaj mislim, da v ekipi, kakor je Jumbo Visma, se ne bi smel in mogoče, sta 2 tabora od štarta, če je taktika taka, da gre eden v napad, da vzame te 2 kolesarja sabo, karikiram, potem bosta tiste 2 kolesarja, ki sta namenjena za pomoč, tismo, ko šel v napad, seveda mogla narediti 100%. Na koncu pa takih ostane to, kolikor jih ostane, velikih ni več, ker jih 10 najboljših ostane, tako da ne bo nekih sporov v ekipi. Dobro, Sepkus, ki je torej dobil etapo, je naredil še nekaj in zdaj bomo tole videli, kaj je naredil Sepkus. Štejeta, 1, 2, 3, da ne vem to. Kar dolg požirek, ne, Jani? Si naredil kdaj tako dolg požirek? Ne, ker nisem nikoli alkohola pil, vsaj na dirkah ne. Ampak pač jaz mislim, da s tem ni nič narobe, zakaj pa bi bilo? Ne, sam tako nenavadno, da je tako steklenica velika in težka. Je pa drugačno kot recimo pri drugih kolesarjih in mislim, da kolesarstvo take kolesarje potrebuje, da malo popestrijo celotno karavano. Ne zdaj, da bojo kolesarji pil, pa dirkali, pač vinjeni, ampak da se mogoče bolj sproščeno vedejo, pa da niso tako profesionalni skozi. Luka. Edini je normalen, ne? Človek je dirkal čez klance, žejen. Zdaj mi tle komentiramo. Vama povem eno zgodbo, namreč. Je pa še tole, ne. Na Turu je bila neka debata, mislim, da FDJ, general manager pa Jumbo Visma, Richard Plug, kako mu ime. Ja, Plug, je rekel, naši kolesari pa na Fred dneva ne pijo velikih pivov, ne.
Videl sem pa kolesarje FDJ-ja, da so pa kar velike pive pili na Frednevu. Evo, zdaj njihov kolesar, kle, Je pil z največje flaše. kameram se obnaša nespodobno. V zgodovini dirke po Franciji obstaja ogromno zgodb in menda se je zgodilo, da sta en kolesar je bežal in bil tik pred ciljem, na kar mu je eden od gledalcev, bil je pa popolnoma dehidriran tale, to je bilo v začetku 20. stoletja, in mu je eden od gledalcev dal steklenico in ta kolesar ni vedel, kaj v tej steklenici je, in se je izkazalo, da je vino. In je spil na dušek celo steklenico in kaj se je zgodilo? Zgubil je orientacijo in šel nazaj. In ni bilo nič od etapne zmage. Mimogrede, spoštovane gledalke in gledalci, jaz nisem videl kakšnega intervjuja Sepa Kusa po tem posnetku. Če ste vi mogoče opazili in da je kje, med komentarje lahko napišete povezavo in bomo pogledali vsi skupaj in bomo videli, kako je izgledal intervju potem. Za takega hitro verjetno tudi alkohol pride v glavo. Sigurno, ja. Zdaj pa vas bomo povabili še k sodelovanju v naši nagradni igri, ki jo pripravljamo skupaj z novo KBM, in sicer nagradno vprašanje vam bomo zastavili, in sicer boste dobili startnino za Zlati krog s Primožem Rogličem. In tudi o tem smo se pogovarjali z Loro Klinc-Roglič, ki tudi pomaga pri organizaciji. Lora, Primož je zelo dobrodelen, tudi ta Zlati krog s Primožem Rogličem je ena od takih akcij. Lahko ti kaj več poveš o tej akciji? So oba zagovornika teorije, v narekovajih, če lahko temu tako rečemo, da več kot daš, več dobiš, in tisti tudi pregovor, oziroma verjetno ga ne bom prav povedala, ker pač mi te natančne podrobnosti ne grejo preveč dobro. Se pravi, da je parfum kot sreča je parfum, ki v bistvu, če ga poškropiš po sebi, ali če ga poškropiš po drugih, ga ne moreš, da ne bi tudi malo sam dišal ali nekaj takega. V glavnem, v bistvu radi počnemo take stvari. Zlati krog je bil lani naš prvi taki dobrodelna vožnja, ki je za moje mnenje presegla vsa pričakovanja. Mislim, da mi smo dobili dosti več, kot smo pričakovali, v smislu, kaj so nam ljudje dali, in pa ne v smislu materialnih sredstev, ampak občutkov. In mislim, da so ljudje dobili isto, tako da dobrih stvari se namenjuje. Letos gremo spet v malo drugačnem terminu, en teden po Vuelti. In probamo, v bistvu bo prostora še za več ljudi, tako da probamo še več jim omogočiti, pač spet vedno iščemo občutke. Ni pa to edina stvar, pač v katero smo letos vpleteni. Sigurno moramo omeniti dražbo, v kateri je sodelovalo vseh 7 slovenskih kolesarjev iz ProToura, kjer se bodo sredstva donirala za žrtve poplav v Sloveniji. In pa še en dogodek tak nas čaka letos, ker je lani Primož prevzel ambasadorstvo Olimpijske fundacije oziroma fundacije Mira Cerarja. Tako da še ena lepa stvar nas čaka pred zaključkom tega leta. Hvala lepa, Lora, in še enkrat lep pozdrav v Španijo. Kot rečeno, spoštovane gledalke in gledalci, drage poslušalke in poslušalci, če boste odgovorili na nagradno vprašanje, ki sledi, si lahko prislužite startnino za Zlati krog s Primožem Rogličem, kar je dobrodelna prireditev. In zdaj se nam je pridružil v studiu tudi Simon Mastnak. Živijo, Simon? Živijo. Ti si bil na tem krogu, Zlatem krogu, kaj ne? Lani sem bil na Zlatem krogu. Tako da prireditev je res top. Vsakdo, ki si je kdaj spraševal, kako je kolesarec Primožem, ima zelo lepo priložnost. Te bom kar prekinil, kako je to? Stresno, zato ker takoj, ko samo približaš, te skrbi, da ne boš ti naredil kakšne pizdarje. Ups, pardon. Drugače pa fenomenalno, krog je dolg 69 km.
peleš se iz Maribora nekam na vzhod in v glavnem velika večina tega kroga se izvaja zelo, zelo počas, pod 30 km/h povprečno, kar je v skupini seveda zelo, zelo počas, tako da se lahko pogovoriš z ljudmi, ki jih dolgo nisi videl in tako naprej. Potem pa, no vsaj lani je bilo tako, so pa naredili en mini odsek, mislim, da niti 10 km ni bilo, dobrih 5, kjer se pa gre seveda najprej v klanec, na vso moč in potem še en spust. Tako da tiste pa za vse bilo zelo zanimiv, ker smo si lahko pač lagali, da se pomirjamo za Primožem. Ne? Ja, za vas je to bolj, jaz nisem kolesar, tako da zame je vsako kolesarjenje z komarkoli že poseben dosežek. Ja, lahko verjameš, da se vseh tistih 100 plus udeležencev zagnali res na polno, tako da to je šlo. In jaz sem bil v nekem trenutku relativno blizu Primoža, in Primož se je pogovarjal tam z drugimi kolesarji, zgleda v coni 2, potem pa v nekem trenutku, ker so bili še eni pred nam, se je zgleda odločil, da bo šel do čela skupine in mislim, da je bilo to 5-6 sekund in je tistih 100 metrov razlike nadomestil in je bil pri njih. Ko smo ravno pri tem, ne odhajate nikamor, kmalu bo nagradno vprašanje. Srečata kdaj rekreativne kolesare, ki poskušajo tekmovati z Janijem Brajkovičem ali z Lukom Mezgecem? Jani? Jaz sem rekreativni kolesar, nisem več kolesar. Pa niti ne. Včasih, predvsem ko sem treniral na Gorenskem pa v Kranjski gori, takrat pride kakšen pa poskuša s tabo par kilometrov odpeljati. Takrat sem še bil tak tip človeka, da nisem maral nobenega obseb in sem pač pol šel malo hitreje. Luka? Jaz pa glih kontra, jaz pa skozi iščem enega, da gre z mano na trening. In kadar sem v Sloveniji, zmer kličem te moje prijatelje rekreativce, da si saj nek samo za izdvignem. Čeprav to ni čisto res, ne, Luka. Jaz sem enkrat sicer pomagal pri samozavesti, pa mislim, da se ne spomne tega. Ne? Enkrat sem pripeljal iz Pavličevega sedla dol in ko pridem na avstrijski strani, na glavno cesto, pogledam desno in evo Luka za enim kolegom se nekaj pogovarjata. Ne? To zdaj pred kratkim? Ne, 3-4 leta nazaj, ko sem se še relativno dobro peljal. In potem jaz seveda, gas, kolikor je pač šlo, in ta Luka seveda se pripelje do mene, pa se pripelje pred mene, in potem jaz seveda dam, kolikor le lahko dam in čez kako minuto, če sem mal do sebe dober, je bil tisti grd zvok, ki gre ta sprednja šajba na ta težko, in potem so takrat tiste šajni modre šprinterke se začele oddaljevati in jaz sem bil pač... Ja, to so res... A ni on šprinter? Ne, ravno to, kar je Jani že prej rekel, Luka, tudi neštetokrat smo tudi mi videli na dirkah, kako se res odlično pelješ, tako da... Verjetno bi rabil kakšnih 10 ali pa 15 sparing partnerjev za trening takih. Ne, mislim, jaz sem tak družaben tip človeka in mi fajn, večinoma delam intervale in tisto mes mi fajn, da imam enega zraven, pa itak pridem pod klanc, da se obrnem kam fertik ali pa te gor počakam in gremo naprej. Super. Zdaj pa res gremo k nagradnemu vprašanju in sicer danes vas sprašujemo, na koliko dirkah po Španiji je nastopil oziroma nastopa Primož Roglič? Mislim, da vprašanje ni preveč zahtevno. Še enkrat vprašanje, ki ga vidite tudi izpisanega na vaših zaslonih. Na koliko dirkah po Španiji je nastopil Primož Roglič? Odgovore upišite med komentarje pod ta video. Tisti, ki samo poslušate, pojdite na YouTube in sodelujte. Tako da na koncu bomo v soboto, do sobote imate čas, da odgovorite na to vprašanje in potem bomo v naslednji oddaji, to je naslednji ponedeljek, to je, če se ne motim, 11. septembra, tako razglasili, kdo je dobitnik startnine za Zlati krog s Primožem Rogličem. Težko vprašanje? V dobi interneta niti najmanj. Pa še Lora mislim, da je pomagala danes v podcastu. Smo pa povedali, kam morajo odgovore poslati? Med komentarje. Odlično, res je. Med komentarje, najbolj enostavno, tako da vabljeni k sodelovanju. Zdaj nas čaka še en spomin na prejšnjo epizodo in sicer kako smo napovedovali. Mislim, da se bo začela za ekipni kronometer, bi bili vsi šokirani, če bi bilo karkoli drugače kot Jumbo Visma, razen če bo spet kdo svoj domač bazen spraznil ravno v kak ovinek. Kar se je mimogrede že zgodilo. Nažalost res je, tako da to upamo res, da ne bo. Torej tam bi Jumbo Visma absolutno se morala odpeljati naprej.
Verjetno bo potem tista tretja etapa naredila neke določene razlike, pa Remko predvidevam polovil te razlike na kronometru. Ja, jaz se bi strinjal s tem, da bodo čebele zmagale ekipni kronometer. Na začetku bo bolj mirno, kar ne pomeni, da ne bo spektakularno pa zanimivo. V sami generalni razvrstitvi pa mislim, da ne bo nekih drastičnih sprememb prvi teden. Jaz sem pa katastrofalen napovedovalec in bom napovedal, da bo ekipni kronometer dobila ekipa Ineosa s Filipom Gano, recimo. Ne? Ja, izkazalo se je, da smo res si zgrešili, še najbolj pa jaz. Ne? Zdaj smo pred to nalogo. Kje ćemo začeti, Luka? Kako se bo razpletal drugi teden? Niti nisem pogledal etap, če sem čisto iskren. 13.14. začne se s kronometrom, potem 13.14. kar težki etapi, en sprint bo vmes verjetno, ne? Tako da tam ne bo kakšne velike spremembe, ampak bolj nas mogoče zanima, kaj misliš, kdo bo na koncu drugega tedna nosil rdečo majico. Jaz mislim, da jo bo Jonas. Dobro. Ampak bodo zelo skupaj še kar po koncu drugega tedna. Dobro, bomo videli, ti si se zdaj prvič preizkusil, Jani. Jaz mislim, da jo bo Primož. Kdaj? Na koncu tedna. V nedeljo? Na koncu tedna jo bo imel. Aha, kdaj jo bo dobil, ne vem. Ja, to je smisel napovedovanja. Jaz mislim, da na kronometru, da bo Primož boljši od Jonasa. Dobro. Ostalo bomo povedali. Bolj si zadržan kot prejšnji teden. Te je malo izučilo. Ja. Simon, ti? Daj meni malo upanja, tudi ti narobe napove, recimo. Okay, Ineos spet. Mislim, da ta bi bila res pogumna v tem trenutku. Ja, meni se zdi nasplošno, no, da Jumbo kontrolira celo dirko, tako kot zdaj, ko gledamo nazaj, nažalost je verjetno tudi Tour kontroliral. In jaz imam tak občutek, da bojo pustili, da je v drugem tednu, da so še vsi trije kapetani, kot so zdaj trije, ne, relativno blizu, tako da bo Remko v zadnjem tednu, če bo še zraven, ne, imel res nemogočo nalogo, da se bori proti trem. Zdi se, da delajo dirko zelo težko, zato da Remka izčrpavajo in da potem, ko bo on res utrujen, tako kot so nažalost Tadeja na Turu, ne, potem napada z vsemi topovi. In mislim, da se bo Remko še veliko preizil v teh 2 tednih, ki so pred nami. Kdo bo torej nosil rdečo majico v nedeljo? Bi tudi upal, no, da bo to Primož. Dobro, zdaj pa še jaz, da pa izkusim svojo srečo. Jaz pa mislim, da bo Sepp Kuss ohranil rdečo majico vodilnega. Zakaj pa ne? In ga potem v zadnjem, 3. tednu mogoče zamenja Primož Roglič. Če le ne bo preveč etap zmagal in potem slavil, tako kot je tisto prvo etapo. Seveda, ne, tisto. Ja. Dobro, prišli smo do konca tega podcasta. Najprej res velika hvala, Luki, da si vzel čas in prišel v našo družbo. Hvala lepa, res spoštujemo, da si prišel in povedal svoje misli. Hvala lepa. Hvala za povabilo. Z veseljem. Jani, mi dva spet naslednji teden, a ne? Tako. Hvala lepa, tudi Simon, ti si tudi vabljen, da boš prišel pogledat, kako ti je uspela napoved. Hvala. Ja. Gledalke in gledalci, poslušalke in poslušalci, najlepša hvala. To je bila druga epizoda podcasta Podium. Upam, da vam je bila všeč. Če je tako, potem delite to vsebino, všečkajte tisti prstek dol, ni tako zaželen. Komentirajte kakšno vprašanje, karkoli bo zelo dobrodošlo. Najlepša hvala, če ste bili v naši družbi. Lepo se imejte in se vidimo torej 11. septembra, ko je na sporedu 3. epizoda podcasta Podium. Nasvidenje.